Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano gospa Helena Kodrič-Muri, finančna arhitektka. Dober dan, Helena. Dober dan. Na tvoji spletni strani sem prebral eno tako izjavo, pa jo bom prebral tudi gledalcem. Smart Money Solution, d.o.o., je zavarovalno zastopniško podjetje z misijo finančna pismenost v vsako hišo, vam pomagamo doseči finančno varnost in svobodo. Z našo pomočjo boste začeli sprejemati najboljše finančne odločitve zase in za svojo družino in si tako tlakovali pot do svetle finančne prihodnosti. Zelo me je navdušil to pisanje in me zanima, kaj to pomeni. To pomeni, da če se strinjaš z mano, da ne samo v Sloveniji, tudi povsod po svetu nas nihče pravzaprav nikoli ne uči o financah. In če smo iskreni, pa zelo življenjski, vsak dan se pravzaprav mi rokujemo z financami, ampak ne znamo z njimi pač kaj početi, ne. Se pravi, veliko znamo zaslužiti, ampak ko pridemo, ne vem, večina ljudi, ko pride v penzion, je ali brez denarja, ali pa se karkoli vmes zgodi, pa enostavno prihodek nekako usahne, se nekaj zgodi, nekdo zboli in potem spet si izbiramo te neke zamaške in tako podobno, ne. Se pravi, to, kar mi poskrbimo, je, da ljudi upismenimo finančno gledano in da jim pripeljemo produkte, ki so za njih najbolj primerni. Če pogledamo, na primer, zdajle ta finančni potres, kaj je pomembno? Vsakdo želi v življenju imeti valjda hišo z trdnimi finančnimi, mi rečemo finančnimi temelji, ne, zato ker govorimo tudi, če želi imeti nepremičnino, želi imeti trdne temelje, ker so to osnova, ne, da je hiša stabilna. In za eno tako hišo s trdnimi finančnimi temelji so neki produkti, ki poskrbijo, da če se nam karkoli v življenju zgodi, da imamo mi na eni strani zaščitene prihodke in na drugi strani zaščiteno premoženje. In to počnemo že mi 27 leto. In to je ta varnost, katero izpostavljate tudi v svojem pisanju, a ne? Ja. Če pogledamo, na primer, tudi, ne vem, lansko leto, kaj se je dogajalo, velike poplave, stvari, ki se danes dogajajo, ne, glede na to, da smo v oddaji, ki govori pravzaprav o domu. Tudi tukaj, mogoče ravno iz Agencije za zavarovalni nadzor, zadnji podatki, 60% nepremičnin, na primer, ni zavarovanih. Od teh, ki so zavarovane, je 30% premalo zavarovanih, nimajo dovolj rizikov, ne. Se pravi, večina Slovencev, pa tudi na splošno ljudi, pa bi rekla, da meni, da je investicija v nepremičnino nekaj, kar je stabilno, kar je donosno, kar je varno. Je do tiste mere, ko se nekaj zgodi, kar je izven dosega, rečemo nas, ne, ne vem, lahko so to ujme, lahko so bile so poplave lansko leto, ne. Se pravi, karkoli se zgodi, nič ni vredno, če ni zavarovano primerno, ne. Se pravi, večina ljudi leta in leta varčuje, investira, zbira denar ali celo najame kredit, potem pa ima nepremičnino, ne vem, v vrednosti 100, 200, 300 tisoč evrov, garali so za to, pozabijo pa osnovno in to je zavarovanje. In na isti strani, če pogledam, se pravi, kot družina, pa imamo drugi problem, ne. Se pravi, mi kot starši, kot odrasle osebe bi morali biti dovolj odgovorni, da razumemo, da v življenju je super lepo, če vse teče, če vse gre, ampak v resnici pa je toliko procentov statistično gledano ljudi bo zbolelo, bo postalo invalidi, nekateri bodo seveda tudi statistično gledano umrli, na koncu vsi, ampak ne. In vsi bomo, upamo, ne, prišli nekako do penzije, ampak to so vse riziki, o katerih moram mi kot odgovorne osebe razmišljati in poskrbeti, če se nam karkoli zgodi nam ali pa naši družini, da imamo vedno zaščitene te naše prihodke in premoženje. Največkrat slišimo na trgu, ker se pogovarjam z ljudmi, brez veze se ne splača zavarovati, samo plačujemo, ampak jaz vedno rečem, zavarujem se zato, da se mi ne bo nič zgodilo. Ja, to je najlepše, ne. Zavarujemo se zato, da upamo, da nikoli iz tega produkta ne bomo potrebovali dejansko izplačila, ne, zavarovalnine. To je, jaz mislim, da je najlepše, kar je. Vendar vemo, da življenje ni tako, ne. Življenje se zgodijo, ne vem, zelo hudi scenarij, zelo hude stvari, na nek način, na neke bolezni, nimaš vpliva, ne. Je pa vedno vprašanje, ne, koliko mene boli v tem trenutku, če ostanem brez prihodka, brez možnosti, da delam. Se pravi, ni nujno, da me več fizično ni, ampak koliko mene ali pa moje ljudi, ki jih imam rad, boli,
da enostavno ne morem več imeti teh nekih prihodkov, ker pač postanem ali invalid ali hudo zbolim. Če se pogovarjamo o hudi obliki bolezni, ne vem, kot so rak ali kaj podobnega, ali imam dovolj sredstev na lagerju in da ne rabim takrat, ko pride do tega, razmišljati o tem, iz česa bo moja družina živela in iz česa bom jaz živel. In to so ene vprašanja, ki so zelo, pravim, normalna vprašanja, ki si jih kot odrasli ljudje postavimo, še posebej, če smo odgovorni do ljudi, ki jih imamo radi, ponavadi so to naši otroci, ne, ali pa so to starši, za katere skrbimo, ne. Na spletu sem tudi našel, sodelujemo z največjimi podjetji z področja finančne industrije in finančnih storitev. S katerimi podjetji sodelujete? Mi sodelujemo z vsemi več ali manj zavarovalnicami na slovenskem trgu. Že se pravim, to je 27. leto in imamo zelo dobre, super odnose, ker pač v tem času normalno smo reševali velike stvari, veliko izplačil, pogovarjamo se o milijonih, ki smo jih pravzaprav izplačali našim zavarovancem oziroma zavarovancem zavarovalnic. In meni se zdi tudi to, ne, je ena taka dobra popotnica, kadarkoli se odločaš, s kom sodelovati, je neka tradicija, vseeno neka varnost zate, ne. Se pravi, mi ne delamo samo za eno zavarovalno hišo, ampak delamo z večjimi, se pravi, vedno znova poskušamo približati ljudem tiste produkte, ki jih oni potrebujejo. Se pravi, zavarovalni trg se spreminja, okolje se spreminja, ne. Tudi zdaj, glede na to, da se spreminja, bom rekla, vremenske stvari, ki so, ne, se bodo verjetno spremenili neki določeni produkti in naše je vedno bilo, da smo dinamični, da smo res tisti, da lahko tudi vplivamo na zavarovalni trg, se pravi, tudi vidimo, kaj ljudje potrebujejo in da vedno ponudimo produkte, ki jih ljudje dejansko potrebujejo, v smislu, da res zavarujejo tiste največje njihove rizike. In najverjetneje tudi potem iščete najboljši produkt od določenih zavarovalnic. Seveda, analiziramo posamezne produkte. To je mogoče malo težje, nekomu bi rekel, ja, pa si lahko jaz, ne vem, kot laik to naredim, ne. Jaz skoraj mislim, da je to nemogoče, da že skoraj moraš imeti ne samo licenco za zavarovalnega zastopnika, ampak predvsem tudi znanje, tudi zelo praktično znanje, kar se zavarovalništva tiče, v smislu, da razumeš brati splošne pogoje res v nulo, ne, znaš narediti neko primerjavo in potem tudi na drugi strani seveda je zelo specifična situacija na vsaki strani, bomo rekli, klienta. Zakaj? Zaradi tega, ker ni neke splošne, ne vemo, koliko ima nekdo kreditov, torej kaj ga najbolj muči in katere rizike moramo zavarovati, ne. Dejansko potem vi tudi izobražujete, organizirate seminarje, pomagate ljudem do finančne neodvisnosti. Tako. Midva s Miljanom oba tudi pišemo knjige ravno na to temo, to je le zadnja knjiga Postani kapitanka svojih financ, ki pravzaprav uči ženske, torej usmerjena je na ženske, ker to je pač tista moja najbolj, ne vem, super publika, s katerimi želim delati. In govori o tem, kako pravzaprav tudi kaj narediti v zvezi s financami. Torej, ko imamo finance, vsi smo v enem trenutku finančno, torej imamo neke prihodke in kaj zdaj narediti, kako obvladati osebne finance, na drugi strani pa kaj narediti kot družina, kot mama, kot ženska, da zaščitiš pač svoje prihodke in pa svoje premoženje. O tem govori na primer ta knjiga in tudi s Miljanom nasplošno rada o tem govorimo. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač to najin posel in pa tudi najina ljubezen že 27 leta. V tem poslu nista sama oziroma nista sama, ampak imate tudi ekipo visoko usposobljenih strokovnjakov. Verjetno smo ena izmed tistih agencij, ki ima največ kvalificiranih, največ licenciranih zastopnikov, ker se nam osebno to zdi zelo pomembno in ker je licenca prvi nekak korak do tega, da se ljudje osvestijo, da dobijo primerno znanje. Približno tako kot na primer tudi zdravnik, ne, želiš imeti nekoga, ki je valjda, ne, se šolal za zdravnika, ne. Na drugi strani smo mi eni taki finančni zdravniki, pri čemer imamo še eno dodatno neki pogoj, ne, in sicer moramo v določenem letu dejansko narediti toliko in toliko ur šolanj, ki so specifična, strokovna in na tak način dokazujemo, da smo predani temu našemu poslanstvu finančni pismenosti. Finančni zdravniki, se pravi, da potem pomagate ljudem, a ne, praktično do boljšega življenja, do zdravega življenja, bomo rekli. Tudi, seveda. Tako da finančno zdravje je pomembno, ne. Ko se pogovarjamo o zdravju, ne, sigurno je, zdravje je zelo pomembno, ne, ampak
karkoli se lahko vmes zgodi in vedno moraš razmišljati, ne, se pravi, če si odgovorna odrasla oseba, vedno razmišljaš, če se meni karkoli zgodi, moram zaščititi svoje prihodke. Torej, da če se zgodi, da imam od zadaj na lageru takoj neki prihodek, ki pač mi tisto dano situacijo, v kateri se nekdo znajde, enostavno olajša, ne? Ker ne vem kolikokrat, ampak sigurno poznate koga v svoji bližini, ki je ali zbolel za rakom ali kaj podobnega, in v kakšni situaciji se taka oseba znajde. Ne, vedno je treba imeti to empatijo do take osebe, ker jaz si nazadnje želim, da bi nekdo se takrat ukvarjal z denarjem. Ker prvo, kar mora ta oseba narediti, je, da se ukvarja s tem, kako čim hitreje to odpraviti, se pravi se pozdraviti, ne? In da se čim manj ukvarja s tem, kdo bo zdaj, kako bomo zdaj te položnice plačali in tako naprej. Glede na to pa, da sem 27 let v tem biznisu, pa lahko samo rečem, da niso take situacije, da večina ljudi vedno znova ima pač s tem problem, se pravi problem postanejo finance, ker ali niso bili dovolj zavarovani, ali sploh niso bili, ne? In ostane pač en velik problem in namesto, da bi se ta človek ukvarjal z reševanjem svojega zdravja in kako bo čim prej in čim hitreje se pozdravil, se ukvarja z finančnimi, čist drugimi, ki samo poslabša zadevo, ne? Helena si bo vzela malo časa, se še malo midva pogovorijo, po odmoru se pa, dragi gledalci, spet vidimo. Drage gledalke, dragi gledalci, spet pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še zmeraj gospa Helena, finančna arhitektka. Zdaj, prej sva se pogovarjala o svetovanjih te zadeve, ampak ljudem pa vi ponujate tudi neprecenljive poslovne priložnosti. Ja, jaz bi rekla, da smo en taki mali inkubator, Smart Money je inkubator novih podjetnikov, tako se mi zdi, da smo. Se pravi, če tako pogledam, večina ljudi si želi neki dodaten denar zaslužiti, ne? Mi jih naučimo, kako to naredijo, naučimo jih torej samega posla, ne? V smislu, bi rekla, da mogoče celo podobno kot en franšizni model izvajamo, pomeni, da res iz nekoga, ki ima, torej, ki potem dobi licenco, naredi licenco in ima vsaj minimalne pogoje, da opravi licenco, naredimo enega takega podjetnika. Že kar nekaj smo jih naredili v teh 27 letih in sem zelo ponosna na njih. Nekateri med temi so pravzaprav tudi precej starejši, ne, ker so že nekaj let z nami in imamo celo eno posebno upokojenko, ki je pravzaprav milijonarka, no. In to se mi zdi ena taka velika inspiracija tudi za vse ženske. Zakaj? Ker se mi zdi, da nikoli ne smeš nehati rasti, nikoli ne smeš nehati razmišljati o svoji prihodnosti, se izboljševati, postajati boljša verzija sebe. In kot že rečeno, jaz sem zelo vesela, ker tudi na ta način, na nek način delamo ne samo podjetnike, ampak delamo tudi moralno in etično dobre ljudi, zavestne, usposobljene. Ustvarili ste vrhunski program Smart Money Academy, Ja. kjer so vsa orodja, rečemo, kjer imate videe, knjige, zvočne posnetke, delovne zvezke, seminarje za doseganje poslovnega uspeha. Ne razumem čisto, kako. Ja, torej to je bila ena ideja. Smiljan Mori, ne, je vizionar. In on je že mnogo let nazaj naredil preko Big U Akademije eno tako platformo, online platformo, izobraževalno platformo, kjer smo dali ne vem koliko, res tisoče ur različnih materialov, videoposnetkov, kako postati najboljša verzija sebe. To pomeni skozi vse možne kanale. To pomeni, če pogledamo kolo življenja, ne samo finance, ampak tudi zdravje, tudi osebnostna rast, se pravi, kako postati najboljši mož, žena, se pravi, družinski član, ne, se pravi, veliko sistemov, ki jih imamo na tej platformi. In našim sodelavcem omogočamo dostop do te platforme, ki torej ni samo finančno usmerjena, ampak tudi osebnostno, se pravi zelo širok pojem, bi rekla, kjer pač poskušamo narediti, da seveda postaneš najboljša verzija sebe. Zelo široko. Torej online, ne, zelo enostavni dostop, ker pač verjamemo, imamo veliko seveda tudi fizičnih srečanj. Se mi pa zdi, da včasih, ne, ljudje smo zaposleni in včasih imamo več časa, ne vem, zvečer in namesto, da bi gledali kakšen dnevnik ali nekaj, kar bi nas mogoče spravilo v slabo voljo, karkoli, rajši naredimo nekaj za svojo osebnostno rast, pa na koncu ležemo spat veliko bolj, bom rekla, usmerjeni v eno pozitivno prihodnost. Kar pa je pomembno, ne?
Ja, Sploh v današnjem času se mi zdi, ne? Sigurno. Da zaspiš z dobrimi mislimi in s tem, kaj bi ti kot človek lahko prispeval še družbi. Ker cel dan živimo v enem stresu, ves čas, pač prehitrem življenju. A ne? Ja. In res nam paše zvečer malo, da se umirimo. A ne? Imate čudovit mentorski in coaching program za vse nove sodelavce, a ne? To smo tudi se že pogovarjali. No, to je tisto, kar je pomembno, se mi zdi, ko ustvarjaš, ne, podjetnike, moraš vedno razumeti, da pač vsakdo štarta iz nule, torej iz nule, iz nekega znanja, ki ga ima, vendar nima specifičnega znanja za vse tisto, kar te nekje čaka, ne. Se pravi, se mi zdi, da je treba kar dati tako lepo rokico, ne, in ga počasi tega novega sodelavca vpeljati korak za korakom, zato da razume, da raste tedensko, ne, v smislu, da samo dodajamo neke vsebine, ki bi bile pomembne, zato da on postane pač tudi najboljši, kar je strokovno usposobljen svetovalec, se pravi na terenu, ne. Na drugi strani pa seveda, da pridobiva tudi znanje, ki je tudi nujno potrebno, in to so stvari v zvezi z podjetništvom, ker tudi to je ena, bom rekla, specifika, da znaš obvladati tudi posel v tem smislu, ne. Ker eno je, na primer, če pogledamo, eno je biti super kuhar, ne, fenomenalen, ne vem, kakšen master šef in ne vem kaj vse, drugo pa je potem, ali zna tudi ta master šef, ne, voditi svojo gostilno, ne. To sta dve za mene ločeni zadevi. Se pravi, eno je imeti popolnoma super fenomenalno znanje v zvezi z to neko materijo, na primer v tem primeru kuhanjem, ne. Drugo pa je potem voditi ta svoj neki gostinski lokal, karkoli res na nivoju, in da je to tudi uspešno, ne. In to, kar mi počnemo, je na eni strani torej strokovno šolamo ljudi, zato da so usposobljeni kot zavarovalni zastopniki, da razumejo, se pravi, celotno materijo, na drugi strani pa iz njih poskušamo narediti ravno to, ne, da so tudi usposobljeni kot podjetniki, da razumejo ta tveganja, ki so, da razumejo, kaj morajo z denarjem početi, na kak način, kako se vodi podjetje in to. Ja, po duhu pravite, da ste tako. mlado podjetje, Tako. da sledite tehnološkim in poslovnim smernicam, da ste v koraku s časom in vedno pripravljeni pomagati. Ja, mislim, da je to so naše vrednote tudi, ne, smo zelo taki dinamični, usmerjeni v prihodnost. Mi smo ravno letos, tele počasi, bo 10 let, kar smo prvi v Sloveniji uvedli digitalno sklepanje, se pravi, da smo nekako tako daleč prišli, da smo eno izmed zavarovalnic prepričali, da je prva začela razvijati software za digitalno sklepanje zavarovalnih produktov. Danes, pravim, zdajle počasi novembra, bo 10 let od tega, ne, in smo bili res prvi, in veliko zaslugo ima pri tem Spec Miljan, ki pravim, da je res izreden podjetnik, izreden vizionar tudi, ne, zelo usmerjen v prihodnost. Večkrat rečemo, da on malo pred časom, ne, ker je res, zelo ga zanimajo te vse moderne tehnologije, tudi zdajle, na primer AI se vsi učimo, ne, ker razumemo, kaj pomeni ta prihodnost, in zato, ker bi radi bili v koraku s časom. In na drugi strani se mi zdi, da mogoče ravno zaradi tega smo zelo tako mladostni, ne, ker smo tudi na nek način zelo povezani z neko prihodnostjo. Vse to je zelo pomembno danes, če hočeš biti uspešen, moraš biti vedno korak pred ostalimi. Ja, in razmišljati o tem, ne, Tako. ampak tudi proaktivno biti pri tem. Shiro Business Academy. To pa je moja ljubezen, se pravi delati stvari za ženske, ne, se pravi Shiro Business Academy pomeni pravzaprav she is a hero, je izpeljanka, ne, se pravi ona je herojka, in pač jaz vidim moje poslanstvo ravno v tem, iz žensk narediti na eni strani podjetnice, na drugi strani uspešne, finančno neodvisne ženske. To sicer ne pomeni, da niso z partnerji, da ne bo kdo razumel narobe, ne. To samo pomeni, da, ne vem, jaz sem ženska sama in vidim ta res velik, nenormalno velik potencial v ženski, mogoče tudi zaradi tega, ker ima ženska intuicijo in ker neke stvari tako zelo hitro in enostavno uredi, ki jih mogoče moški ne tako hitro, ne. In vidim tudi ta, bom rekla, velik potencial za podjetništvo. Ker to, kar je ženska sposobna narediti v tako kratkem času za svojo intuicijo in pa z nekim svojim fokusom, se mi zdi, da mislim, res smo posebna bitja, no. Se pravi, da je lažje doseči poslovni uspeh, če si ženska, kakor moški? Jaz bi rekla, ne da bi lažje bilo, ampak da ženska enostavno nekaj v sebi ima
kar naredi, da gre v pravi smeri, da ima vedno fokus na tisto, kar res želi in da na koncu tudi to, tudi s pomočjo intuicije uresniči. Torej, ženska dostikrat vidi neke stvari, ki se dogajajo, ne vem, in ne rabi posebnih besed, enostavno začuti, vidi, skenira in ve. Ne? In to se mi zdi ena taka značilnost žensk, ki je veliko bolj, ne vem, močneje prisotna pri ženskah kot pri moških. Ne? Največkrat mora biti ženska tudi mama, a ne? Zdaj, kako ustvariti to ravnovesje med družino, med poslom, najverjetneje potem tudi tukaj. Da se, ne. Jaz sem primer za to, pa poznam milijone žensk na svetu, ki isto znajo, ne. Mislim, če meni to uspeva, pa ne rečem, da včasih seveda je slabo, mislim, težko, ne, seveda so težki trenutki, ampak absolutno se da voditi več podjetij naenkrat in imeti pri tem tudi zelo dobre odnose z družino, ne samo primarno družino, ampak tudi s prijatelji. Ne vem, mene boste velikokrat našli na vezi z mojimi prijateljicami, ki imam zelo intenzivne stike in seveda se da, vse se da, ne. Je pa zelo pomembno, da razumeš, komu in čemu namenjaš svoj čas, da svojega časa ne namenjaš stvarem, ki pač ti ne prinaša dobenega zadovoljstva in zelo pomembno je tudi, v kakšni sredini si. Ne? To se mi zdi v bistvu pravzaprav najbolj pomembno, da razumeš, da čas, ki ga preživljaš na tem svetu, da je pomembno, kje in s kom ga preživljaš. Se pravi, da si v skupini ljudi, ki pozitivno vplivajo na te, ki te spodbujajo, ki te motivirajo, inspirirajo, ki zaradi njih postajaš ti boljša verzija sebe in da nisi v družbi ljudi, ki pač enostavno, ne vem, te vedno znova ali potolčejo, so negativni, ne vem, ne. Helena, spet si bo vzela malo pavze in po odmoru se spet pogovarjava naprej. Se vidimo po odmoru. Pozdravljeni spet nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno Helena Kodrič-Mori, finančna arhitektka. Helena, postani najboljša verzija sebe. To je en vaš moto, ki sem ga tudi zasledil v vašem čtivu. In spravi življenje in posel na nivo. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se spet vrnemo na kolo življenja, na vsakem področju lahko postanemo vedno znova najboljša verzija sebe. Ne vse naenkrat, ne, ampak lepo postopoma. Se pravi, ponavadi, če pogledamo svoje življenje, ga lahko gledamo, ne vem, finance, potem so odnosi, ki jih imamo z družino, s prijatelji, potem osebnostna rast, zdravje, ne, to so ena taka pomembna področja, ki jih imamo, dobrodelnost, se pravi usmerjenost druge ljudi. In ko pogledamo to kolo življenja, je zelo pomembno, da si nalijemo čistega vina, da vidimo, kje smo v tem trenutku. In mi smo to kar večkrat narediva. Se pravi, v tem kolesu življenja označiva na procentih, kje sva na določenem področju in potem se odločiva, na katerem področju bova na primer v naslednjem kvartalu ali pa v naslednjem letu delala. Vsak zase seveda. In to počnemo, in ko enkrat to počnemo in ozavestimo, potem začnemo na tem področju rasti. Zanimivo pa je, ko začneš na enem področju rasti, je velika verjetnost, da začneš rasti tudi na drugem področju. Ne? Kaj se zgodi? To je ta naš mental, ki ga imamo v glavi, se pravi ta fokus, ne? Da nekje začnemo rasti, to pomeni, da začnemo, naprimer, da se odločimo, da bomo, ne vem, bolj zdravo živeli. Se pravi, v tem trenutku začnemo o tem razmišljati, kaj počnemo, kaj pomeni bolj zdravo življenje za nas, vključimo najverjetneje kako gibanje, kak šport, verjetno začnemo drugače razmišljati o hrani, se pravi zelo analitično pogledamo, kaj je sploh zdrava hrana, se začnemo učiti o zdravi hrani, mogoče si postavimo cilj, da shujšamo kaj, mogoče si rečemo, ne vem, bomo, ne vem, primer, manj sladkega pojedli ali kaj podobnega, ne. Se pravi, in v tistem trenutku postanemo pozorni, začnemo tukaj na tem področju rasti, ne. Se pravi, začnemo že pod kontrolo imeti neke svoje emocije, torej ne jemo več takrat, ko, ne vem, se počutimo slabo ali karkoli, začnemo drugače razmišljati in ponavadi se zgodi, da se začne tudi drugo področje neko izboljševati, na primer gibanje, ki je sicer področje, ki bi mu lahko rekli zraven zdravja, vendar, če smo iskreni, verjetno bomo zdaj bolj razmišljali o tem, kolikokrat sem bila, ne vem, ta teden, ne vem, peš mogoče šla do pisarne, ali pa začnemo razmišljati, kaj pa, če grem res peš do pisarne namesto z avtomobilom, se pravi, avtomatsko začne tudi drugo področje rasti. Ponavadi začnemo biti pozorni tudi na svoje finance, kam zdaj grejo naši denar, ne?
Se pravi, začnem tukaj in potem razmišljam, čakaj malo, koliko me ta hrana stane. Se pravi, smo že na področju financ. In vsakdo lahko postane najboljša verzija sebe, ne zdaj takoj na vseh področjih, ampak to, da razumemo, da vsak dan šteje. Ne? Vsak dan zares šteje. Zjutraj, ko se zbudimo, se lahko odločimo, kdo smo in kdo bomo. In kaj bomo naredili pač zase. Ne? Neodvisno, ali tako kot mogoče danes je slabo vreme, se pravi, so stvari, na katere nimamo vpliva, mi pa se vseeno lahko imamo super in lahko nekomu prinesemo sonce, ne? In smo nekomu darilo v tem življenju. Ne? K vam pridejo tudi ljudje z določenimi vprašanji in jaz sem nekaj si jih izpisal, kakšne vprašanja vam dajo. Naprimer, eno je, želim povečati število sledilcev na socialnih omrežjih, to je velikokrat se danes najverjetneje sprašujejo. In take stvari in potem tudi vi svetujete, kako in pomagate to ustvariti večjo. Tako, mi imamo različne seminarje, ne, kjer lahko, predvsem je Smiljan ta oseba, ki ljudem pomaga skozi različne delavnice, seminarje, to, kar je pravzaprav sam že naredil. Ne. Se pravi, samo znanje, ki ga imamo znotraj naše skupine, če pogledam, Smiljan ima v bistvu na vseh socialnih omrežjih približno 1 milijon followerjev, ne, je to nekaj, se pravi, če ti nekaj obvladaš, potem lahko samo deliš to, kar si ti naredil, svoje formule, ne, ti si najverjetneje to preučil, ker vedno je odzadaj neko znanje, ki ga je nekdo drug odkrival, ne, ti si implementiral in potem tudi ti lahko to, kar si sam naredil, implementiral in z rezultati pokažeš, preneseš na nekoga, ki ga pač take stvari zanimajo. Naprimer zdaj followerjev. Ja, zanimivo, ne, potem tudi. Ampak tudi na vseh področjih je to pravzaprav, ne, ker mogoče danes se srečujemo z enim takim vplivom, kjer je neverjetno veliko influencerjev, ne pomeni pa nujno, da ti influencerji, ki določene vsebine mogoče propagirajo, da dejansko tudi živijo to, ne. In zdaj v tej poplavi vsega, kar je treba že ločiti, ne, kdo ima, se pravi, ne vem, če se pogovarjamo o financah, je že prav, da oseba, ki te uči o financah, da ima finančno, da ima zase dobro poskrbljeno, kar se financ tiče, ne, da je primer, da je vzgled. Se pravi, nekdo, ki je to nekaj že ustvaril, ne, naj me uči o financah. Ali pa naprimer o zdravju. Naj me uči nekdo, ki najverjetneje nima, ne vem, 50 kilogramov preveč, ne. Se pravi, z vzorom, ne, me uči, na kak način naj prehrano izboljšam, ne vem, kako se naj začnem gibati in podobno, ne. Ali pa naprimer cilje. Naj me uči ena oseba, ki si je postavila cilje in jih je dosegla in so bili res mogoče presežki, ne. Da ni to samo nekaj, da prečitam iz knjige in sem potem instant strokovnjak za nekaj, ne. Sigurno za komunikacijo z ljudmi tudi rabiš biti dober govorec, coach, avtor, ustvariti to izjemno kariero s tem znanjem, a ne? Absolutno. Tudi tukaj ste. Ja, Smiljan je spet primer, ne. Tudi če bi vprašali njega, on bi rekel, jaz sem introvert, ne. Kako sem jaz sploh lahko na odru, ne. Rekel, ampak tega sem se jaz naučil, meni je to, da pomagam drugim, naprimer, da postanejo boljša verzija sebe na različnih področjih, mi je inspiracija, da stopim na oder, povem tisto, kar imam in naučim ljudi, ne. Se pravi, če pa bi njega zdaj vprašali, bi rekel, jaz sem introvert. Jaz nisem, ne, tu sem pri nama sem jaz ta oseba, ki sem ekstremno usmerjena v ljudi, ne. Smiljan pa zares, rabi čas zase, si vzame čas zase, ne. In zagotovo nam ta komunikacija, kjer se jo naučimo, a ne, potem pomaga tudi pri prodaji, kako rečemo sklepati posle, vse tukaj. Mislim, da je komunikacija vedno ključ do vsega. Se pravi, komunikacija, ki je usmerjena v neki konsenz, v neke rešitve, je vedno ključ do vsega. Začnemo že, naprimer, lahko s svojo lastno komunikacijo do sebe. Že način, kako se mi sami pogovarjamo, sami za sabo, je začetek tega, ne. Se pravi, če so naše besede, ali pa, ko se mi pogovarjamo sami s sabo, če so besede, ki so, ne vem, destruktivne, slabe, ne, je sigurno to nekaj, kar ne bo pozitivno vplivalo na nas. Torej, začne se komunikacija že z nami samimi,
potem vidi se komunikacija z ljudmi iz primarne družine in absolutno, na primer, v podjetju, ne, tudi kadarkoli prideš v podjetje, ne rabiš kaj dosti, ne, takoj se vidi, kakšno je stanje in takoj se vidi ta, rečemo, atmosfera in ko je atmosfera okej, ne, vidiš, da je tudi komunikacija okej, ne, zaradi tega, ker to je to, ne, sproščeno, pozitivno spodbujanje ljudi in razumeti pač, da ko so težave, da je smisel tega, da se rešijo, ne. Dostikrat jaz sem v poslu nepremičnin posrednik tudi in vidim, da dejansko ljudje ti morajo začeti zaupati. Ko dobijo zaupanje v človeka, potem ni problem sklepati poslov, a ne. To je, mislim, da je zelo pomembna zadeva. Ja, Je, absolutno zaupanje. Tudi kakšno energijo oddajaš od sebe, a ne. Ali si ti v stresu že tako in to prenašaš na drugega. Tako da, se pravi, vam je cilj dejansko, da svoj posel ljudje hočejo pripeljati na višji nivo, na nov nivo, a ne, in tukaj ste jim vi lahko zelo v pomoč, kakor razumem, a ne. Tako, ja. To imate potem delavnice, kako, na kakšen način potem to z ljudmi. Ponavadi, če gledam na primer našo panogo osnovno, se pravi zavarovalništvo, imamo delavnice, mesečna srečanja, online Zoome in podobno, ne. Se pravi neprestani kontakt in sledimo vedno sodelavcu, se pravi, pravimo od prvega koraka do pač tega, da vidimo, da raste, da je samostojen, ker je nemogoče, ne, ker sam težko nekdo splava, mislim, rabiš nekoga, mentorja rabiš vedno, nekoga, ki je to pred tabo že naredil in ti zna na nek način, tako kot smo že rekla, ne, Rokica, ne, te zna z rokico voditi počasi od prvega do, ne vem, 100. koraka. In ponavadi je potrebno tako, bom rekla, 4-letni časi, da nekdo postane samozavesten pri tem svojem delu in da začne lahko tudi druge res za svojim zgledom učiti, ne. Ker to je to, kar ste rekli, ne, z vzgledom, z zaupanjem. Zaupanje pa pride, ko mojster dela vajo, ne. Ja. Ko se to vidi, ko se... Suveren, samozavesten v tistem delu, ki ga delaš, a ne. Ja, in seveda mora biti tudi ta ljubezen. Meni se zdi, da karkoli počneš v življenju, prvo, kar je začetek vsega in konec vsega, je ta ljubezen do svojega poslanstva, do dela, ki ga imaš, a ga pa nimaš. In tudi moj nasvet, če nimate radi, če ne radi hodite v službo, dajte zamenjati, dajte delati nekaj, kar imate noro radi, ker tudi energije denarja drugače pridejo v dom, ne. Se pravi, če nekaj ti noro rad delaš, komaj čakaš, da greš, da neke probleme, izzive rešuješ, fenomenalno, ne. Tudi potem denar, ki pride v tvoj žep iz tega naslova, torej iz tvoje službe, bo imel čisto drugačno energijo, se bo množil in boš lahko samo boljša verzija sebe. Če pa že tukaj sam sebe, bom rekla, zanikaš, potem pa imaš že hitro lahko neke čisto druge probleme, ne. In mogoče je ravno zaradi tega toliko enih takih mentalnih bolezni ali pa tudi fizičnih bolezni, ker enostavno ljudje ne slišijo več sebe in tistega svojega notranjega glasa in tega poslanstva, ker tukaj na tem svetu smo zato, da nekomu nekaj pomagamo, ne. Torej, karkoli že počnemo, prodajamo, ne, vedno na koncu mi s svojimi izdelki ali pa storitvami pravzaprav samo nekomu drugemu pomagamo, ne. In prepoznati ta glas, se pravi, zakaj sem danes tu, zakaj sem se rodil, kaj je moje poslanstvo, kaj me osrečuje in kako lahko jaz nekoga drugega osrečim, to so vprašanja, ki bi se jih mogli mogoče danes postavljati, ne. Ne pa, da gledamo, ne vem, če sem ta poklic imam, to vidim zdaj pri mladih, ne, če imam ta poklic, pol toliko zaslužim, če imam ta poklic, toliko zaslužim, ne. Denar je vedno posledica ene energije in denar vedno pride, če ti delaš nekaj, kar imaš noro rad. Seveda se moraš tudi naučiti nekaj, ne, in upravljanja z denarjem se moraš naučiti, ne, ampak denar vedno je samo posledica, ne more biti, ne, drugače. Helena, mislim, da je bil najin pogovor res zanimiv, upam, da tudi gledalcem. Hvala, ker si se udeležila tukaj, prišla k nam v studio in upam, da se še kdaj srečava. Enako hvala. 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 Srečno. Dragi gledalci, mi se pa vidimo v naslednji oddaji. Hvala. Evo, super. Evo, jaz mislim, da je bilo Rešeno, super, nič nama ni